To je tako, en teden imaš to, pa si ne moreš zapeti več. Načevo, grem dol, najbrž Boris že čaka akcija. Še en sladoled vzamem. Gremo. Evo, takole. Zdaj smo se zbrali končen. Pa počas štartimo. Da, to pride enkrat posluš malo podcast. Peter, ti si lahko sam. V sredini, a ne med eno pa med drugo skupino. Ej, tako jo bomo vsi slišali pol. Boste oboji slišali. No, ajde, 10 naprej, 8, jaz sem zadnji. Zvezda. Prav tako ne mene. Evo sončki. Kva sva lepa, le to. Čelade, dresek, še bajka. Oh ja. Gospodič je včeraj naredil jeben trening. On se pa rekel, da se gre razpeljati klubsko. Če to razpeljava. Dokler se jaz smejim v Klanzgorje. Tako posnameva še une spredi. Evo jih. Kva so lepi. Miran tam prav v glavi, ga prav vidim. Pičko materno, se moram kle zdaj počas voziti. Teh 250 vatov v Klanzgor. To bom zažgal. Ja. Pa Klemene, pa zadnji. Vsi so kar nasmejani. Tale piščanček itak sam maha. Pač kaj? Se obstrida. Ja, jaz sem spal v nedeljah. Se vem, zdaj zato v ponedeljek toliko dišiš na podcastu, pa naprej pa če dali slabši. Sam zato, da v ponedeljek toliko ne smrdi tam not. Zato imate v ponedeljkih podcast. Ja. V ponedeljek snema. Ja. V torek bi bilo že kritično. Že smrdel. Kaj pa se mirsati na nos pravo zvečer v ponedeljka, veš, to je že izlerija. Zato bi pa skozi pravo prasica moja. Jaz sem mislila, da bi to izlepkovali. Sam tam dopušča. Boš možno ure signale zvočali. Se bom... To je pol skozi. Pa še bi bil moj podcast, ti. Evo, sam tole pokažem. Defekt. Čez en kamen sem zapeljal, evo, in takale luknja. Tole damo v žep, pa pičimo dalje, ker me oni že na vrh čakajo. Evo, še en izmed zadnjih klančkov danes. Malo smo že pečeni, imamo pa še 15 kilometrov. Eni se smejimo, znotraj pa kar dosti cvilimo, norce kar pečejo. Kjeri nasmejani obrazi, ej. Evo te vatni krožek. Babe tračare. In pa ta dva, cona 1. Nekaj snega, da začnem dihati. Osta 2 kumarce pa 1 kumara. Ja, lubenca. Ti pa eta kamni. Kar zdaj bavite se vi, ja. Meni je čist fajn. Sončki, evo, vikend se je zaključil. Klele smo dobili glih čelade, Elegant pa GX, kot tisti, ki imate naročeni, se oglasite. Pa kar se vikenda tiče, luštanje, sem imel 2 defekta, zdaj moram, v bistvu, do jutra moram zamenjati sprednjo gumo, ker ja, je kar že izgleda od tega, kar ste videli,
s tem se ne moreš voziti, že včeraj me je bilo malo strah, tako da to je to. Ta teden se sestavlja še tale raketa do konca, upam, da jutri pridejo obroči, se pravi, vi jo boste tudi v tem videu pa najbolj že videli sestavljeno. Čakamo še Princetone, rdeče, tako da ko šlo to gor, bo pač bolenca od kolesa. Tako da, to je pa to. Pa zna se zgoditi, da bomo še naročevali, se pravi, drese, ker so se zdaj že praktično čisto vsi prodali. Tako da, če kdo želi bel ali pa moder dres, bomo naredili na spletni strani, tako da se ga lahko še naroči. Je pa dobava šele oktobra, tako da vem, da je to za koga že kar malo dolga, ampak ja, če bi kdo želel imeti, lahko mi tudi direkt piše, pa bomo videli. Ampak pred oktobrom ne bo, tako da če bi kdo želel, zdaj veste, kdaj bo, se ga lahko naroči. To pa govorimo o tem našem klubskem dresu. Zdaj pa gremo še Petro malo vprašati, kako se je njej zdela vožnja včeraj. Se to sam mislil? Baj si. A hočeš biti to videl? Ne, prej. On se bo sam norca delu znajo. Mislim, iz tebe. Ajde, rekla si, da hočeš komentirati, kako je bilo ta vikend, kako je tvoja Demi zmagala tur, zdaj kaj ni podcasta. Ja, jaz sem ful navdušena. Cel tur je bil fenomenalen. 9 dni drame in jokanja in stokanja in dirkanja in meni je bilo fantastično. Tako je bilo res za gledati. Še Mersa te gledal, kot da ti si mi čuden, ka žensk ne gledaš. In zdaj bom pa nehala, ker so stranke krme, da mi plačajo, ker imam par. Pogrešaš me, kadar me ni. V glavnem, včeraj je bila pa sploh fantastična tale dirka, ki je Demi zmagala, ne si bila tako zadovoljna. Ja, sploh zato, ker je bila ta Nijevi doma, ki mi ni všeč, ker je ena taka pravuno baba, joka in stoka in tako. In taka afere so verjetno vsi spremljali, tako da... Se fora je, da ko pa Demi ne zmaga, pa una joka pa stoka. Pa ne to. Ma isti kurac ste ja, pa ne, da gre do novinarja, okay, pa novinarji je drugo napizdi. Dalje, Glavno velika afer je spremljala ta... Ja, sej to, Santa Barbara, to imate ženske rade, to je noro. Modrce so jim pregledovali, zato, ker so si baje podložvali modrce, zato so imeli neko belo aerodinamiko in so mogli pred kronometrom jeti na pregled v poseben šotor modrcev. Ne vem, kako je ta pregled zgledal, pa kdo ga je delal, to si nisem. Ja, to bi bilo zate, a vidiš? Da bi mogel tudi ti kaj sodelovati. To so te zaposleni pa RUCI imajo res težko nalogo. Ja, fujno domišljijo, bolj se mi zdi, pa vsem temu. Pol sta imele pač kreš. Se pravi, una, ki ima kjera večje joške, si mora tudi odrezati. Ne, podložile so si jo. Ja. Da so bile bolj aerodinamične neki, ne večje. Da so imele večje. Ampak ne vem v kakšnem smislu, ne verjetno tako večje, ampak najbrž bolj tako, ne, da so tukaj bolj v spredi, da zajemajo drugač veter. To je bilo, ja, nisem šla se to poglabljati v to, ne, kako so jih pregledovali in kaj niso smele imeti not, ampak da so si jih podložile. Ja, to pa ne vem, kaj takole ti prijemljaš. Takole, nisem mislila, da takole delaš. No, v glavnem... Volumen štelam. Meni je bilo, še trasa je bila včeraj, ki jo poznam, kjer sem se že vozila, tako da mi je bilo še to bolj zanimivo gledati. Tisto sceno verjetno z Demijino kolegico so ljudje spremljali, kako jo je Nijeve doma obtožila, da je zaradi nje en dan prej izgubila, ne? Ampak mislim, da včeraj, ki je dala Demiji 1 minuto, je pač s tem pokazala, da je vsem toliko najboljša, ker je pač najboljša letos, tako da mi je to bilo zelo všeč. Dober. Drugače, najlepši del tega vikenda je pa bil Approved izlet. A ne vej tune, ko ste šli v soboto? Ne. Tiste tune so bile tune, si bil zraven, a ne, ti si bil krab, ampak ja, pač bilo je v redu, tiste lušta. Nisem bil edini krab. Še nisi bil edini, ti si bil najbolj krapu podoben, pač glede na konstrukcijo, ker krab je taka velika, mesnata, debela, z ful masti riba, a veš. V glavnem, ja, ta vikend je bilo meni krasen Approved izlet. Trasa je bila fantastična, ful je bila lepa, slikovita, ta klasična dolenjska, pa nobenega prometa, najbolj mi je bilo to všeč, ker ni bilo prometa in da smo se vsi lepo odpeljali, tako da meni je bilo res... A veš, da meni se jaz ne vem, če smo videli
50 avtov na celi trasi. Ne vem, tudi če so bili, je bila očitno taka trasa, da nismo nobenega uverali s tem, ko smo bili na cesti, da se je dal tudi mimo nasjet. Tako da, ja, tisti del, ko smo šli iz Telih Radeč pa proti Litiji, na spustu ni bilo enega avta. Ja. To jaz vem, da ga ni bilo, zato sem tako bila ta kacika in tam sem prav porajdala, da ni nobenega avta. Tako da meni je bilo ful dobro in tudi tako dobro sem se počutila, dobro sem odpeljala. Sem se ful prej že pripravila, da bo pač malo bolj težko, a ne. Tako da, ja, ni bila glih najlažja, a ne, ampak sem jo pa zelo dobro odpeljala. A je bilo pa Tavžan 700 višinco? Glih blizu, ja, zelo blizu, 1607, zelo blizu 1700, ja, pa 110 km. Ampak tako razgiban, pa glede na vročino, pa na vse skupaj ne smo mogli polkar delati, ne. Ajde, Ja, sem zakril. Da ga ne vidiš, kako je velik. Se bi ga glih pri bokih bi ga snimal. Ja, tam, glih dol. Ne, tako da meni je bilo res ful dobro, pa ful je bilo lepo, vsi smo bili isto oblečeni, vse, res meni je bilo ful krasen. Družba ta prava, večina itak telih, ki se že vsi več ali manj družimo, tako da je bilo meni je bilo ful dobro, no. Res lep izlet. Tako da Anže nas je spet počastil s kavico v Litiji, tako da to mi je bilo tudi všeč, ker si res zelo dober speljal. Ne, Anže, Approved Club je Approved Club je častil, evo, super, tako da res lepo. Je pa res, da pol smo šli pa na pico, ki pa No, ni treba. za pozabiti. Ampak ja, očitno res trebno je, da nima niti ene gostilne in pizzerije. Moramo drugič nekaj bolj najti. Tudi če smo v Bukojevnici. Pa za drek poštugati je bilo v redu. Ja, to je res, sem imela danes kar zanimivo zjutraj. No, a imaš še kaj za povedati? Ne, v bistvu, kar se tiče tega vikenda, je bilo to krasen. Zdaj pa pride nov vikend, sobota je praznik, sicer 15. ampak bomo imeli odprt, pa bomo imeli tudi velo izlet. Ob 9. bomo štartali, točno kam bomo šli, se bomo pa še zmenili, pa objavili. Ok. Dobro. Ja. Kaj pa ti? Ti boš pa pol povedal sam. Meni je bilo super. Izlet? Super. Lepo, a ne? Trpel sem. Zakaj si trpel? Si bil skozi na ferongi pismo. Je sej, se zato sem ti pa parkrat trpel. rekla, da pojdi malo nazaj počivati, pa nisi hotel. Pa ne, vse je bilo v redu. Jaz sem bil cel cajt v redu. Res ti je bilo prav, sem bila presenečena na ta bo, tako. Ne, un klanček mi je bil ful, pa mi je bilo ful žal, da sem dobil defekt. Ker sem si ga tako ti si lepo... bil defekt? Ja, ker sem si ga tako lepo vzel in glih po, ker se mi je začel lepo dobro vrteti, je bil defekt. In, ja. Nisi mogel pokazati, če bi bilo hitrejši od mene. Macijo! To si po moje izmislil, da imaš defekt, samo zato, Ej, si mene ne moš sprejeti. kje si bila na Bogenšperk? Naredila sem PR. Ja, pa kje si pa bila? Koliko za mano? To pa ne vem, koliko sem bila. Ja, se ti jaz povem, ene par minut. No, par minut pa ne, no. Ja, na 4 kilometrih si bila par minut zadnji. No, ne vem, pogled na stravi. Ja, ni da strave, ker sem jaz gor sem slikal, ne, jaz nisem šel čisto A ja. gor. Ampak ti jaz povem, da je bilo par minut. Wow, slišal Tako da- bi, za par minut smo bili v zadnji. Ja, dober je, spremanje, že spremanje. Par minut je na Bogenšperk pred mano, pa cel Bogenšperk ima par minut. Ja, no, zdaj vidiš, kako si zdaj pirac. Ja ne, to si ti nenormalno dober. To pa sem. Ja, ja. Nokce. Ja. Sploh v teh dresih so pa fenomenalni. A ne? V Zelenka teh ti. zelenih dresih imajo novo ime. Teta Suhci so kumarce, Anžeje pa lubenice. Ja, njen. Bilo je lušten. Ja, takole še approved outfit. Cuk, cuk, cuk. Ja, A se kako si sploh vidi? lep, ja, res. Prav, sam zlikati bi si mogel. Ma ni, dober je, danes gremo v center. Dobro, te Je super. še dela, vel. Evo, včeraj smo končno spet sestavili ene par koles, oziroma en bike, pa še en upgrade je bil. Dubali smo Princeton obroče, tako da prvo je bila tale X5, gospod se je še odločil za rdečo KMC verigo pri Wax, pa smo dali rdeče rotore gor, lock ringe, Princeton Wake 6560 Evolution 2 obroče, s TR02 pestami, tako da fotke ja, lahko zdaj gledate, klele v zadju.
Bike je, ja, saj za moje pojme noro izpadel, tako da šlo se je pa bolj zaradi tega, da je položaj čim bolj udoben, zaradi tega, ker je gospod že imel pač kolo nekje s takim položajem, tako da evo, to je to. Potem smo imeli pa še od club memberja, je pa prišel s Colnagotom Y1 RS in je upgradeal, se pravi, obroče, je šel na Wake 6560 Evolution 2 z DT-SVI z 240 pestami. Potem smo mu menjali še verižnik, smo dali gor Dura-Ace, rotorje, lockringe, nastavek menjalnika, kva še? Koleščka od menjalnika je dal Chaserja gor, tako da ja, evo, tudi te slike zdaj lahko pogledate, tako da za moje pojme je tudi bike zelo lepo izpade, oziroma en lepši izpade, kot je bil. Evo, to je to. Upam, da ste uživali v videu. Še eno stvar moram mogoče povedati, ali pa mi pač tudi ni treba. Skratka, to, ko se mi hecamo v videu, mogoče kdaj deluje kaj mal, ne vem, prepotentno, kakorkoli. To je vse družba, ki se med sabo mogoče že malo bolj poznamo, in če nekomu, ki je od zunaj izgleda noter, deluje tako, pač jebi ga, ne moramo nič pomagati. Taki smo, hecamo se dost. Tisti, ki ste pa že bili tule v Štecuni, pa da se vam fajn svetuje, pa najbrž že veste, da je pač pol slika čist malo drugačna. Tako da tisti, ki pišete komentarje, ne vem, kakšni smo itd. To je pogovor med frendi, vi to gledate, upam, da se kdaj tudi zabavate, da kdaj kaj pametnega zveste, ampak vse to je bolj za kulisje, kar se dogaja tule pri nas, in če so neumnosti ven letijo, pač jebi ga, ne morem jaz nič pomagati, ker pač to je nek real life, ki se dogaja, videi, kakor vidite, so zelo malo editirani in se zelo malo tudi reže, briše, kakorkoli, in to je to. Zdaj, če koga zmoti, ne bom se jaz pač prav velikokrat ponavljal, tako da zdaj sem povedal in to je to. Basta, kozi, čau.